Dober dan, od srede do srede. Ukvarjava se s perspektivo slovenskega političnega prostora. Tako, nekako se zdi, da je med potencialnimi kandidati za mandatarja, se pravi mandatarja, če bi konstruktivna nezaupnica seveda uspela, ampak da je to vlogo prevzel Karl Erjavec. Karla Erjavca oba poznava dolg časa, je star politični maček. Morda bi lahko namesto oznake maček rekla tudi lisjak. Zastavlja pa se vprašanje, ali je ta možak lahko primerna alternativa sedanjemu predsedniku vlade Janši. Ja, to je kar široko polje premisleka pa debate. Ko smo se zadnjič o tem pogovarjali samo kot o možnosti, sem upal, da do tega nikoli ne bo prišlo. Nekako postavil tudi svoje stališče, da ne mislim, da je to nekaj dobrega ali pa pravilnega, ne. Zdaj pa probajmo k stvari pristopati analitično. Očitno je ta ponudba na mizi. Očitno je, kolikor se jaz razumem na metode Karla Erjavca, tudi to, da je to pozicijo verjetno izsilil, verjetno je sam predlagal, verjetno je šel do tistih, ki bi si želeli, da Janša ne bi bil več predsednik vlade, in izrazil pripravljenost, da bi se potrudil, vendar bi se pa potrudil pod določenimi pogoji in navsezadnje, bi ponudil najboljšo možno alternativo, to sem pa jaz sam, ne. Tako je verjetno izgledalo, si predstavljam, ker to je taka pač njegova politična metoda, ne. Seveda pa zdaj vprašanje, a je to za Slovenijo res alternativa, ne. Na eni strani imamo pač argumente, ki pravijo, to vlado je treba zamenjati, ker je tako škodljiva, da bi bilo dobro sprejeti kakršenkoli ukrep, imeti kakršnegakoli mandatarja, samo da ne bi bil tako škodljiv, kot je škodljiv ta zdajšnji, ki bi bil tako neogrožajoč, in lahko si predstavljam vlogo, postavim v kožo celih segmentov v javni upravi, v medijih, mogoče celo v gospodarstvu, zlasti pa recimo na javnih medijskih pozicijah, kot je RTV ali pa STA, ki bi dejansko... Ne pozabi kulture. Kultura, ja. Ki bi dejansko in upravičeno tako razmišljali, da bi rekli, kdorkoli je boljši, zato ker slabše od tega biti ne more, ker nihče ni tako brutalen, nihče ni tako revanšističen, nihče ni tako sovražen, iracionalno sovražen, kot je ta, ne, kot je zdajšnji, ne. To se pravi, ta del bi razumel, ne. Seveda pa se postavi vprašanje, ali je edina prava smer politike v Sloveniji biti ne Janša ali pa biti anti-Janša in ne pokazati nikakršnega izvirnega ali pa celo v eno smiseln jutrišnji dan obrnjen koncept, ne. Če bi kljukce delal povsod, tukaj bi bilo pri Karlu Erjavcu ne in ne. Se pravi, mislim, da on nima koncepta, edini koncept, ki bi pa lahko bil programski, je to, da bo državo prikrojil po meri upokojencev, ne. Kakorkoli si sam že želim priti do svojega pokoja, se pa absolutno ne strinjam s tem, da bi bilo težišče družbe na upokojencih, ne, ki bi v bistvu, se pravi, imeti pravice logično, ja, ne zmanjševati pravic logično, ja, ampak da bi pa celo državo orientirali na pokojninsko problematiko, pa absolutno ne. Se pravi, to je edini koncept, ki ga tu vidim pri Karlu Erjavcu, drugega pa nima, oziroma je prilagodljiv v smislu, danes je tako, jutri bo drugače, in stvari, ki so zdaj pri Janši očitne, ne, in očitno napačne, zato ker pritiska nek neoliberalen lobijski potencial na njega, se čez njegov filter, čez njegovo mrežo pokažejo kot očitne, nedvoumne in napačne, ne. Že prejšnja dva filtra, to sta bila pa Šarec in Cerar, ne, sta te iste stvari počela na način, ki niso bile tako jasne. In Erjavec bo zelo verjetno ponavljal to isto formulo, kot sta jo že poprejšnja ne-janševska premiera ponavljala, in sta nas seveda s tem spravila v težave, nekonceptualno, in to na vseh nivojih, celo do zunanje politike, ne.
Potem ena od možnih smeri razmišljanja bi lahko bila, saj gre za prehodnega mandatarja. Saj je to samo do naslednjih volitev, ki so potem lahko tudi predčasne ali kakorkoli. S tisoč je možnih ugovorov ali odgovorov, pod črto pa lahko ugotovimo predvsem to, da ne gre za mandatarja, potencialnega mandatarja, ki bi bil konceptualen mandatar, ki bi predstavljal lahko zrelo in pametno rešitev za našo državo, nikakor ne. In že samo dejstvo, da se on podstavi kot nekdo, verjetno celo kot pogoj, verjetno celo kot vzemi ali pusti, to naredi, če me vzamete, bom šel v to avanturo, sicer pa ne, se pravi, tu ni nobenih načelnih razlogov, tu ni demokratičnih razlogov, ampak so osebno karierni. To mene navdaja z občutkom odvratnosti. Jaz bi to instinktivno, intuitivno zavrnil kot neprimerno in zavržno. Taka je moja prva reakcija. Ne. Ampak, mislim, če pogledava zadnjih 30 let, bi po moji oceni ugotovila, da približno 15 let smo imeli predsednike vlade, ki kakšnega posebnega koncepta niso imeli, ker so bili prilagodljivi, ki so imeli morda geslo ali dve, bistveno več pa ne. Če grem naštevati, sam si omenil Šarca, Miru Cerarju bi lahko priznali, da je v ospredje svojega političnega programa postavil vprašanje pravne države pa soočenja s korupcijo, ampak se na tej točki zadeva konča. Alenka Bratušek bi rekel, njena ideja je bila, da v Slovenijo ne pride trojka, pika. Medtem ko Borut Pahor kot predsednik vlade, ki je izvršno vejo oblasti vodil slaba 4 leta, ob najboljši volji pri njem v tistem času nisem našel kakšnega koncepta. Se ti ne zdi, da si malo previsok letvico postavil? V bistvu letvice ne rabim nikamor postavljati, ker tam že je in poosebljajo Janez Janša. To je politik, ki ima koncept. To se pravi, koncept je mogoč. Žal je napačen, ampak je koncept. Ne? In imeti pa status quo koncept, ki to ni, je pa popolnoma napačno. Ne moreš biti premier, skočiti na najvišjo stopnico in potem reči, tukaj sem samo zato, ker se tukaj dobro počutim, ne pa povedati, kaj bom naredil. Ne? To pa je problem. Imamo predsednika države, ki je popolnoma konceptualen, on dela snežene može, in se predaja otroškemu veselju in zimski radosti. Ne? Imamo pa predsednika vlade, ki je izredno konceptualen, izredno natančen, izredno delaven, on vstane zgodaj in gre pozno spat, vmes naredi 1000 stvari, žal ogromno škode. Žal popolnoma napačne konceptualne stvari, celo antidemokratične, ampak celo v gospodarstvu boš najdel privržence ne Janše kot političnega lika, ampak kot operativca, ki recimo se v nekem parcialnem segmentu dogovori, da besedo in jo drži. Ne? To je slišati, jaz sem to že slišal. Ne? Da ne govorimo o političnih konceptih. Ne? Mislim, on ima celo enega najbolj smelih in drznih političnih konceptov. Preorientacija Slovenije od zahodne proevropske ali zahodne Evrope ali pa proevropsko-evropske države v iliberalen tip madžarske ali pa semi-madžarske demokracije, to je izredno pogumen koncept. Ne? Še posebej, če si ga upa tako rekoč izvajati, ne da bi potrditev dobil v parlamentu ali na referendumu. Se pravi, to, da on nima koncepta ali pa da ne bi zmogel koncepta, ne moramo reči. Se pravi, koncept je, se pravi, alternativa, ki je lahko Janši zoperstavljena, protipostavljena, je lahko samo konceptualna. Kot kaže, bomo dobili pa nek ringa raja, koalicijo, ki bo imela nalogo ograditi politični vrt, da Janša v njem ne bi sadil svoje solate. Dejva zadeve še nekoliko izostriti. Tvoja analiza bi lahko navajala na misel, ko Janši priznavaš konsistentnost, marljivost,
konceptualno opremljenost in tako naprej, da glede tega v resnici kakšnih posebnih zadržkov nimaš, oziroma da je boljš, da imamo konceptualnega politika, ki morda sem pa kaj zgreši, kot pa nekoga, ki je ringa raja brez koncepta. Ja, to se lepo sliši, v resnici ni točno to, kar sem jaz mislil. To se pravi, da ne bo nobenega dvoma. Janša je tip politika, kot sta bila Mussolini, da ne rečem Benito, Mussolini pa da ne rečem Hitler, pustimo zdaj konsekvence, ki sta jih onadva povzročila, Janša pa ne. Ampak po tipu politika govorim, to je nekdo, ki je po svojem ustroju, ali pa če hočemo, ima neko stalinistično nastrojenost. Se pravi, to je tip politika, ki ima vse nekaj patološkega in to je definitivno odhajanje, kar on počne, je definitivno odhajanje v fašizem. O tem si teoretsko ne delamo nikakršnega, ne postavljamo nikakršnega dvoma. Po drugi strani je popolnoma jasno, da ta politika dolgoročno ne vzdrži. Ta politika se vedno in po pravilu, ker je tako zelo intenzivna, na neki točki zlomi. In zdaj se je treba vprašati, ali lahko zdržimo to polomijo do točke samodejnega zloma, pri čemer moramo seveda pri tem aktivno sodelovati, jasno, ali je boljše, da se ga na silo zaustavi za ceno podaljševanja pogojev, ki ustvarjajo take osebnosti. Kaj so pogoji, ki ustvarjajo take osebnosti? Onkraj dvoma so pogoji, recimo, se pravi, v ideologiji neoliberalizma. To se pravi, v razpustu vsakršne notranje suverenosti na račun ekonomistifikacije, na račun mednarodnega pohoda kapitala, ki ljudem v končni fazi, če hočeš, jemlje delovna mesta. V končni fazi mi nikdar ne bomo imeli neke, ne vem kakšne, tako poceni produkcijo, kot jo zmorejo Kitajci, tako poceni produkcijo, kot jo lahko zagotavljajo vsi drugi veliki, ogromni in predvsem neevropski narodi ali pa nacije. In celotna Evropa je na tem pač ogrožena. Tukaj je milijon nekih regulacij, ki so po mojem mnenju popolnoma nesmiselne. In tako kot recimo Nemčija ščiti svojo avtomobilsko industrijo. Poglej, kaj je Slovenija naredila iz svoje industrije. Gorenje je šel Kitajcem. Mi imamo svojo vojsko, ampak naša vojska kupuje najcenejše čevlje, ne podpira lastne industrije. Ne podpira lastne čevljarske industrije, tako kot je bilo v drugi Jugoslaviji že mogoče. Zakaj? Zato, ker je tisoč nekih regulativ, ki v bistvu onemogočajo taka dejanja, hkrati pa ni nikakršnih mehanizmov, ki bi zaščitili nacionalno, recimo, če temu rečem, samobitnost, kulturo in tako naprej. Se pravi, to so lahko v smislu liberalnosti mejna področja, ampak pri majhnem narodu je takšen premislek nujno potreben iz enega samega razloga, da ljudem daje življenjski okvir, v katerem se ne počutijo ogrožene, v nečemer se jim pravice ne nalaga po socialistično dolžnosti, pa jemlje po kapitalistično, po trumpovsko, da bo naslednji dan slišal "you're fired", ti si odpuščen, in se ljudi ne bo odpuščalo kar tako, ko ljudje ne bodo ogroženi in tako naprej. Skratka, to so momenti, ki so internacionalni, to niso samo slovenski momenti. In na tem je tudi Orban zgradil svoj sentiment, politični sentiment na Madžarskem, začel ga je pa seveda z popolnoma napačnimi ne predpostavkami, ampak propagandnimi prijemi, ekonomija strahov, bojte se tujcev, bojte se migrantov. Bojte se tega in onega, nekega kužnega subjekta, on si ga zmisli, potem so intelektualci, naprimer hudiča po osebijo v Georgea Sorosa, tudi Janša je nekaj tweetov, neke neumnosti spet o Sorosu sem videl. Skratka, to so pogoji, ki v nekih izrednih razmerah po eni strani ustvarjajo avtoritarce Janševega tipa, po drugi strani pa dejansko odsotnost kakršnekoli konceptualnosti in suverenosti v tej konceptualnosti, je pa drugi razlog. Ne pozabiti to, kar je enkrat, mislim, da je bil Gregor Golobič tisti, ki je enkrat rekel, mislim, ki je bil prvi, ki je po epohi LDS-a rekel, da politika ne sme dovoliti, da jih poje in ugrabi ekonomija, oziroma ta lobijski sistem in tako naprej. Se pravi, na neki točki je bila politika prepotentna, to je bilo podobno z novinarstvom. Novinarstvo je bilo tako rekoč politično funkcionarstvo, takrat, ko sem jaz začenjal, je bil novinar tako rekoč
nosilec neke moči. Danes je novinar, kot bi Cene Vipotnik prevedel, Flaubertja, mislim, da sinin ponižan knez v sramote sredi. Ne? Se pravi, mi smo en Vasko Simoniti, najbolj nekulturni minister v imenu kulture, ne, gre izjaviti, ne, da je proizvodnja avtomobilov neskončno večja intelektualna dejavnost od novinarstva in tako. Ne. Skratka, to so pogoji, ki so se sistemsko podredili in smo začeli častiti neko zlato tele, se pravi, vse se dogaja v imenu ekonomije, ekonomija pa človeku nič ne da, ampak samo zmanjšuje njegove pravice zato, da maksimira dobiček. In to se v Sloveniji realno dogaja. Ne. In ljudje na periferiji imajo zelo dogajanja, ne, političnega in družbenega dogajanja, imajo zelo enostavno računico. Ali lahko z temi okoliščinami, ki so mi dane na razpolago, dostojno preživim ali ne. Naslednja primerjava je: v socializmu sem dostojno preživel, zato ker sem imel garantirano službo in dobil sem stanovanje. Tega zdaj ni. In potem se zateče, to je pa paradoks največje sorte, se pa zateče k tistemu, ki je največji se pravi, obrambna vrsta neoliberalizma. Ne? Kaj pa je Janša drugega kot obrambna vrsta neoliberalizma? Na faktični ravni, na verbalni ravni je pa branilec nacionalnih interesov. Isto velja za Tonina in Novo Slovenijo. Ne? Toliko enega govorjenja, da slonijo na tradiciji Janeza Evangelista Kreka, ki je dejansko za malega človeka sproduciral celo vrsto interesnih dejavnosti, ki so ga nekako organizirale in umirile v polju njegovega bivanja, kot so od čebelarskih protialkoholnih društev, delavskih, celo do sindikatov in tako naprej. Oni so pa za privatizacijo javnega zdravstva, ne, v imenu Krekove ideje in tako naprej. SD, ne, kot reform komunistična podlaga te stranke je bila, ne, se pravi, mi prihajamo iz socializma, socializem je veliki imperativ, na koncu so bili v bistvu frontmeni celega prvega in drugega desetletja privatizacije v zakulisnega tipa. Ne. In si tega do danes ne priznajo, nam tega ne priznajo, hkrati pa pravijo, mi smo alternativa. Kako naj jaz verjamem, da so te politične sile alternativa Janši, če vendar vedno, kadar pridejo na oblast, točijo na isto pot, stopijo kot takrat, ko so Janšo opolnomočili. Ne. Se pravi, če zdaj Janšo na hitro pa na silo zamenjamo, oziroma zamenjajo, ne, te politične interesenti, ne, če ga zdaj v takem stilu zamenjajo, bo to samo déjà vu. Na koncu bo to samo novo pripravljalno obdobje za naslednjega Janša. Ne. In ne razmišljati konceptualno. Ne. Jaz ne vem, se so že nekaj pravilnega postavili. Ne. Oni so že rekli, gremo dobiti tretjo osebo. To je bilo Jože P. Damjan, ki je imel neko svojo neoliberalno pot, spadal je med mlado ekonomiste, spoznal je pasti te svoje poti, imel je intelektualno refleksijo, potem je pogledal, kako se je v Evropi odvijala ta neoliberalna, kako ne rečem, predstava, ki se je podrla, oder se je podrl, je prebral Varoufakisa, je o tem nekaj povedal in se zdi, da v današnjem trenutku ima neke koncepte, ki so najmanj, kar je vredni tega, da dobijo priložnost. Ne? Pa so ga umaknili iz igre. Ne? In Karel Erjavec bo zdaj alternativa. Ne? Lepo prosim. Ne? Karel Erjavec. Ne? Mislim, to je za mene, in zdaj seveda, če se vrnem k temu vprašanju, ali je boljše, da Janša ostane ali da ne ostane. Ne? Ja, seveda je boljše, da ne ostane, ampak boljše pa da je, da smo potrpežljivi in da se zlomi v nekem prepričljivem, ko ne rečem, obratu, ne pa v nekem, ki bo v bistvu operetni obrat, pa se mogoče sploh nič ne bo spremenilo. Ne? Dobro, naslednji teden si tle. Bom. Nadaljujemo debato naslednji teden, ko vidiva, kako se zadeve razvijajo pri nas. Hvala lepa. Drži, čau.